Letos je tekmovanje v kuhanju prleškega piskra ali lonca potekalo prvič. Šlo je za tekmovanje, na katerega se je prijavilo kar 20 različnih kuharskih ekip iz vse Slovenije. Sploh pa je dogajanje bilo odlična popestritev martinovanja. V načrtu je bilo, da se bo kuhalo na Kerenčičevem trgu, žal pa se je kuharija zaradi dežja preselila v šotor. Kljub temu kuharske vneme med tekmovalci ni manjkalo. Kmalu je po šotoru zadišalo po izvirnih dobrotah, ki so jih iz rokava stresale ekipe, ki so se predstavljale z bolj ali manj različnimi šaljivimi imeni. Seveda so nas zanimali prvi vtisi in male skrivnosti velikih kuharskih mojstrov, sicer različnih branž, nazorov in okusov. Najprej smo se ustavili ob loncu Ivana s prijatelji iz Osečine. In lotili ste se kuhanja prleškega piskra, pa ste prepričani, da vaši prijatelji vedo, kaj je prleški piskar? Ja, če vejo ostali prijatelji iz Slovenije, pol verjetno mi tudi vemo, kaj je prleški piskar, pa prleški lonec. Lahko pa rečemo tudi kisela čorba, ne? Torej, pri vas bi bila kisela čorba? Da, kisela čorba, evo danas smo deo ekipe, zajedničke ekipe koja nastupa ovde i nadamo se da ćemo ostvariti dobar rezultat, da ćemo napraviti dobru čorbu. Inače, sve je počelo, kao što je Ivan rekao, pre 12 godina saradnjom dva, vi kažete obrtnika, mi kažemo dva privrednika, onda je to preraslo u saradnju dve opštine. U međuvremenu mnogo izrađeno ličnih prijateljstava, zaista često bilo je poseta vaših u Osečinu, mi smo dolazili ovde. Ja sam dolazio pre nekih 6-7 godina kao privrednik, a sada prvi put kao predsjednik opštine ili što bi vi rekli župan. Tako da, drago mi je što mogu moju opštinu da predstavljam na martinovanju, na vašem prazniku i uvek pozivam goste da dođu kod nas na naš sajam šljiva. Ste že kdaj jedli prleški piskar? Jeste li ikad jeli prleški piskar? Mislim da jesam, ali to sam bio pre 6-7 godina, pa je neki sličan program bio. Da. Mi smo skupina mrežnega podjetniškega inkubatora občine Ormož. Kateri ste člani? Člani smo podjetniki v podjetniške inkubatore. Kako to, da ste se odločili, da pridete sem kuhat prleški piskar, ga dobro poznate? Ja, ker je dejansko smo domačini, pa tudi organizatorji občine Ormož, tako da smo mi vseeno mogli poleg biti. Katere sestavine ste si pripravili? Ja, to pa ne bomo povedali, to pa je malo vseeno po vsaki župi skrivnost. Zdaj to je sestavina, ki smo v kup dobili, ostalo pa je pač čist tak po izbiri, no. Kako napredujete? Zelo dobro. Ste že srečali člane komisije? Ja, bili so tudi pri nas, ja. In kakšni so vtisi, kakšni so vaši občutki? Ja, občutki so takšni, kak so, ker komisiji je težko kaj oporekati, kaj pa so oni videli, pa bodo sami povedali. Takšna je torej dekoracija stranke SNS. Gospod Jelinčič, ampak verjetno po prleškem piskru še ne obležite tako? Nikakor ne. Mama moja je prlečka, tako da imam nekaj te prave slovenske krvi v sebi in ne obležim, nikoli ne obležim, vedno grem prej domov. Pa vi sploh veste, kaj je prleški piskar? Vem, tamle zadaj se kuha in bo najboljši na tem prostoru. Kakšne sestavine ste pripravili? Nogice, repek, ušesa od pojceka, potem pa še tisti dodatki, razna zelenjava, pa vino noter, brez vina ne gre. Imate kakšno skrivno sestavino? Imam, ampak vam jo ne povem. Zakaj ne? Zato, ker morate najprej probati in ko boste ugotovili, da je najboljša, potem vam pa povem. No, upam, da ne boste kakšnega hudega političnega piskra skuhali. Ne, politične piskre kuhamo v Ljubljani, tam, kjer trta ne raste in kjer je vse megleno in umazano, bi rekel. Skupina Havlas. Kdo so vaši člani? Naši člani so Igor, Jožica pa Darinka. Prijatelji? Tako. Zakaj ste se odločili kuhati prleški piskar? Nekaj novega, neki izziv, pa radi kuhamo. Pa sicer doma tudi kuhate prleški piskar?
Ja, v bistvu ja. Ja, ampak ne v taki obliki mogoče, no. Katere so sestavine? Sestavine, tace, rep pa vüha. Pa kakšne začimbe, mogoče kakšna posebna začimba? Posebna ne bi izdala. Kakšen je postopek kuhanja? Postopek? Kaj moram povedati? Kaj bo, če je to kuharska skrivnost? Ne, mi smo radovedni. Vi ste radovedni, jaz pa ne izdam. Hvala. Mi smo predstavniki Gasilske zveze Ormož. Gasilci radi kuhate? Ja, gasilci, naša prvenstvena naloga je reševanje in pomagati ljudem v težavah, ampak ko je neka težava dalj časa traja, moramo poskrbeti tudi za naše želodce. In tudi v naši gasilski ekipi imamo kuharsko enoto, skupino, ki v raznih primerih tudi kaj skuha, tako da na naših skupščinah, občnih zborih, veselicah poskrbimo sami za svojo hrano in pa tudi za ostale, ki so tam prisotni. Katere so ponavadi tiste jedi, ki jih gasilci največkrat kuhate ob takšnih večjih priložnostih? Ja, gasilci kuhamo različne jedi ob različnih priložnosti. Na gasilskih veselicah so to glavnem čevapčiči, kaka ciganska in to je bilo načeloma to. Na kakih skupščinah pa tudi naredijo kako specialiteto naši izvirni kuhari. Če bi recimo prišlo do kakšne nesreče, pa verjetno kaj takšnega na žlico, ne, enostavnega. Ja, odvisno tudi od časa oziroma od trajanja same intervencije. Zdaj, ko so intervencije več kot 4 ure, potem običajno pojemo sendvič. Danes torej prleški pisker, katere sestavine ste vi pripravili? Ja, to pa je skrivnost našega šefa, kuharskega mojstra z belo kapo. On je tisti, ki je danes odgovoren za recepturo in za to, da bo ta pisker ta pravi. Kaj pa, če bi vseeno vašega kuharskega mojstra malo povprašali o tem? Vsekakor vam bom povedal, kaj so osnovne sestavine, ampak v detajlih pa vprašanje, če vam bom povedal, ampak ga vprašajte, kar izvolite. No, mi smo vseeno malce radovedni, pa bomo vprašali kuharskega mojstra. No, vodja vaše skupine nekako ne želi izdati sestavine, ne? Ali pa se jaz bojim, da mogoče jih ne pozna, ne? Aha, ja, glavna sestavina so tak svinjske nogice, ne? Potem pa zelenjava, tradicionalno je krompir, korenček, čebula, česen, začimbe, to je potem ta, po domačem rečeno, emprin, ne, prežganje, pa to je to, malo kisa na koncu ali vina, pa to je to. Kako boste vi prakticirali, kis ali vino? Mi imamo, moram reči, domači kis, prav domači kis, der to je prav tisto domače, no. Kako dolgo naj bi se prleški pisker kuhal? Ja, tam od ure pa pol do 2 ure, ne, približno tako nekje, ne, odvisno kakšne kose mesa imaš, ne. Boste uspeli? Ja, seveda. Hvala. Gasilci stalno uspemo. Mi smo prave pujse. Zelo lepo urejene, nekako vam roza barva pristoji, ne? Ja, očitno je to barva pujskov. No, preden bi se lotila prleškega piskra, ne, zelo lično in lahko bi rekla, čisto posebno dekoracijo imate, ne, odkot vam vse to? Mi smo se odločili, da sporočimo ljudem, da je lahko bremsžupa ena prav romantična jed. In k romantiki spada tudi taka dekoracija. Odkot pa vi prihajate, da bremsžupa? Bremsžupa je itak povabilo. Prihajamo pa, mi smo 5 prijateljc, sicer Korošice, z nami je tudi ena prijateljca iz Mostarja, ampak smo razseljene po celi Sloveniji. Ena je Štajerka, Korošica, Gorenjka, Primorka in Ljubljana z Dolenjsko. Samo prlečke nimate? Samo prlečke nimamo. Mogoče bomo to sklenili kako prijateljstvo tukaj, pa drugo leto dobimo ta prave nasvete od prlekov. Ja, kako pa bo potem, da tako rečem, internacionalna druščina prleški pisker skuhala? Ga poznate? Prleški pisker ne poznam posebej, malo smo si sicer prečitali, ampak jaz mislim, da je naša juha itak malo bo drugačna, zato ker bo romantična jed. Mi bi rade sporočile, da je lahko čisto navadna kisla župa romantična, če je preprosta, narejena s pozornostjo, z domišljijo in z ljubeznijo. Katere so sestavine te vaše romantične prleške juhe? Ja, nekaj sestavin je predpisanih, vse to smo dodali,
ampak zato, da bo juha taka, kot si želimo, je prinesla vsaka tudi svojo začimbo. Mogoče ne poznajo povojčka, ki ga mi Korošci uporabljamo za našo repično župo. Kaj je torej povojček? Povojček je neke vrste iz vrsti peteršiljev, no? Zelena peteršilj. Povojček je travniška rastlina, ampak jo mi zelo dosti uporabljamo, ima en tak poseben vonj, zaradi tega se nam zdi juha dobra, ker mi repična juha je taka revna juha in za začimbami to popestrimo. In potem imamo kraški šetraj, ker prihajamo tudi z Primorske, z Krasa in seveda vse ostale, timjan, majaron, kot je treba. No, ste te vaše posebne sestavine oziroma začimbe same nabrale ali se da kupiti? Ne, mi smo čisto vse same nabrale, ker smo šetraj je itak travniška, tudi povojček, ostalo imamo z domačih vrtov. Verjamete, da vam bo uspelo pravočasno skuhati piskar? Jaz zelo upam, zato ker smo prvič tu, pa smo mogoče zaradi tega slabega vremena tudi se malo kasneje prišli, ampak juha vre, jaz upam, da bo vse tako, kot je treba. Društvo Kmečke žene Ormož. Kmečke žene so se torej lotile kuhanja prleškega piskra, glede na to, da ste vse z okolice Ormoža prlečke, pa verjetno dobro poznate, kaj je prleški piskar. Ja, mi ne kuhamo prleškega piskra, mi rečemo, da imamo štajersko kislo župo. Kaj torej v štajersko kislo župo gre? Ja, gre vse mogoče, ampak osnova so te svinjske nogice, ne? Ja. Pa zraven? Ja, vsega se glih ne izda, ne? Imamo še krompirček, krompir pa korenje pa vsega pa glih ne smo se glih povedali, ne? Je zelenjava pa vse to z vaših vrtov ali? Ja, vse imamo domače, ja. Vse ste že izkušene kuharice, če ne drugače vsaj domače, ne? Ja, doma že kuhamo, malo tudi gremo včasih kam na teren, na kok, tu je ne malo. Tako da smo v družbi, da nismo samo... No, pripravile ste tudi lepe potice, ne? Same pekle? Ja, same, ja. Kakšne vse imate? Tu zdaj imamo slivovim nadevom pa suho sadje notre, tu je orehova, kokosova pa orehova z dvojnim testom. No, vidim, da ste lepe jurčke tudi nabrale, ali ste jih kupile. Pravijo, da letos ne rastejo nekaj, bog ve kaj, ne? Ja, ne, to še smo pa mi našli. Ena članica je tako dolgo iskala, da je našla. Bo tudi to šlo v prleški piskar? Ne, ne gre zato, ker ni začimba za to. Ne sme. Lahko bi, ampak mi je ne smemo danes dodati. Prostovoljno gasilsko društvo Harmance. Torej spet eni gasilci dobro veste, kaj je prleški piskar? Recimo, da ja. Torej, kaj? Kaj more vsebovati? Svinjske nogice, malo pa malo mesa mora tudi biti, ne? Ste se gasilci kar tako na pamet sem odpravili ali ste doma malce boljše polovice pa vprašali, kako in kaj? Jih imamo s sabo. Mladi val Strmca. Mladi val Strmca, torej sami Strmčani? Sami Strmčari, ja. Na Strmcu tudi kuhate prleški piskar? Ja, enkrat smo probali, več pa ne. Zakaj ne? Ne vem, nismo se mogli vkup zbrati. Doma ste ga kuhali kdaj? Ja, doma pa ja. Pa z istimi sestavinami kot tukaj? Ja, s istimi. Torej, kaj date v piskar? Svinjske tace, rep, pa svinjsko juho. Kako dolgo menite, da se mora to kuhati? Ja, nekaj 2 uri pa pol do 3. Bo uspelo? Upajmo, da. No, tukaj na mizi imate tudi veliko drugih dobrot. Kaj vse imate? Kaj ste pripravili? Ocvirkov namaz, pa zaseko. Kako se recimo ta ocvirkov namaz pripravi? Ocvirke samo se melemo v multipraktiki, pa začimbe pa je to. Pa pecivo? Pecivo pa so ena mlada deklina naredila. Mi smo počeni piskar. Počeni piskar, kateri ste člani? Kateri člani smo? Naši člani so Aleš Murad, Matevž Bombek, Janez Vršič, Leon Kranjčec in Stanko Kireč. In kaj je to za druščino? Dejansko smo sodelavci in smo se odločili, da bomo sodelovali danes na kuhanju prleškega piskra. Sodelavka nam je čudovito izdelala imena in izrisala risbico za ime. In smo se odločili, da bomo sodelovali in seveda pričakujemo kako priznanje, če bo pa kakšen pokal, bomo pa teko bolj veseli. Glede na to, da ste sodelavci, ste vi prepričani, da ti vaši sodelavci vedo, kaj je prleški piskar?
Jaz sem prepričana, da 100% vedo. Dejansko nas je še več tukaj od sodelavcev in mislim, da vsi vejo, kaj je to prleški piskar pa bremz župa. Mi smo skupina Vroči lonec. Odkot prihajate? Prihajamo z Ormoža, sicer imamo 3 komunalske ekipe, zato ker smo hoteli podprti našo prireditev, ker smo radi, da se v Ormožu nekaj dogaja. Torej, sodelavci spet. Sodelavci, ja, ki se radi družimo in je to v bistvu in podpiramo organizatorje, ki tako lepo stvar pripravljajo. Ste že kdaj skupaj kuhali prleški piskar? Imeli smo generalko pred 2 dnevoma, to pa je to. Tako da smo sami amaterje. Sredi tedna je bila generalka. Tako, sredi tedna je bila generalka, vsi smo preživeli, pa pravijo, da je bilo za pojeste. Dobro, torej prestali. In danes ste si upali sem tekmovati. Katere sestavine ste pripravili, kako boste to storili? Ja, osnovne sestavine, tako vemo, da so svinjske tačke in pa meso, krompir, ostalo pa so skrivnosti, ki jih ima vsaka skupina. Mastni lonec. Ja, in kdo ste vi mastni lonec? Ja, mi smo sami amaterji, ki smo se pač rekli, važno je sodelovati, ni važno zmagati. Ja, se mi zdi, da spet sodelavci, ne? Tako, sodelavci, sami tako, ja. Ste imeli kakšno generalko, ste že kdaj kuhali skupaj prleški piskar? Ja, enkrat smo ga probali, ja, petek, prvič. Ja, in kako je izpadlo? Ja, mislim, da dobro, odlično bi lahko rekel, da. Babica se že javila, da jaz kuham naprej, ne več ona. Kako ste kuhali doma prleški piskar? Doma, ja, podobno temo, zelo podobno. Sestavine, mislim, začimbe so samo mogoče malo drugačne, kje en da timijan, en da, tako samo malenkosti. Torej, svinjske tačke, svinjsko meso, zelenjava, lahko bi rekli tale jušna zelenjava, kaj pa začimbe? Ja, od začimb čisto skromno, ne, sol, poper, pač cev in pa one, česen in čebula, to je glavno. Kaj pa da tisti pravi okus, pravi štih prleškemu piskru? Ja, to pa je ena mala skrivnost še. Kolpingova družina Velika nedelja. Se nam lahko predstavite malo bolj? Ja, jaz sem Marjan Mušič, kuha še zraven moja žena Cecilija, člani Kolpingove družine, to je Slavinec Mitja, Štager Frančišek, Vuk Stanislav pa Vuk, kaj je že, Irena. Pripravljate torej prleški piskar, pa ga tudi sicer kuhate, veste, kaj mora biti? Tako rekoč, prleški piskar kot takšen kuhamo zdaj v tekmovanju prvič, drugače ga kuhamo večkrat doma. Kuhamo tudi druge stvari, kot so bograči, vampi, golaži in take stvari, tako da je to bolj pestro in potem ti je, če nekaj drugega takšnega kuhaš, ti je potem to večji izziv. In če je to večji izziv, se tudi na to bolj pripraviš. Torej, katere so tiste osnovne sestavine? Osnovne sestavine so za to juho so svinjske nogice, svinjski rep, svinjski uhlji, dobili še smo nekaj drugega mesa zraven, proti koncu bomo dali še noter krompir in vse ostale sestavine, ki pa morajo biti, pa je od vsakega odvisno, kaj kateri da. Tako da to pa naj ostane skrivnost, kajti, ker če zdaj to na glas povemo, bo to nekdo slišal, potem pa imamo konkurenco, zdaj pa je nimamo. Skupina Šmekere iz Ormoža, ne? Kako ste se skupaj zbrali, kdo ste člani? To smo člani moja žena pa naša 2 prijatelja. Pa ste že kdaj skupaj kuhali prleški piskar? Prvič, zdaj kuhamo skupaj, s tem, da smo enega fanta vzeli, kolega našega, ki si sam kuha, ker ima žena na terenu non-stop, vemo, da dobro kuha. Moja žena pa je tak ali tak z Grivčeve familije izhaja, ker ve dobro kuhate. Jaz pa samo pomagam, če kaj treba rezati, ne? Ja. Katere imate sestavine? Ja, to pa bi mogli res pitati mojo ženo, ker tiste, ki grejo notre. Zdaj pa po moje izdati ne smemo, ker te bodo še drugi tako začeli kuhati kot mi. Društvo Antonovanje na Kogo. Na Kogo običajno dobro kuhate, dobro vine imate tudi. Kaj ste tokrat vrgli v lonec? Kaj smo vrgli? Ja, vse potrebno. Svinjske zadeve, pa malo zelenjave, pa začimbe in to je to. Še kakšna skrivnost? Skrivnost, nič kaj posebnega. Luk, domače začimbe z vrta. In kaj boste dali potem temu, ko bo kuhano? V čemu? Ja, damo v take normalne podstavke, te glinene, v bistvu podstavke, skodelice, ki so primerni za te enolončnice pa te stvari, ne. To je to. Šparonija. Zakaj šparonija?
Sparonija to je združeno aronija pa vinogradništvo in sta združena v ime Šparonija. Odkot pa prihajate? Iz Vičanec. V Vičancih kuhate prleški piskar. Ja, zdaj prvokrat tu kuhamo, tu, ja. Katere pa so sestavine? Svinjske, nogice, uha, pa meso svinjsko. Ponavadi vse skupine povedo, da nekih posebnih sestavin, tistih skrivnostnih ne bodo povedali. Mene pa vendarle zanima, ker ste skupina Šparonija, vmes tudi Aronija, bo tudi v piskru? Ja, tudi bo nekaj. Kaj naredim? Novega nekaj nič tamo dodali zraven tu zdaj, ne? Ne, ker to spada, kaj spada v lonec, to spada, pač to je tu. Za spiti poleg pa je tu voz, za spiti pa. Torej ne boste nič nekaj inovativnih jedi delali zdaj? Ne, nič inovativnega. Mi smo skupina F-projekt, to je firma mojega sina. Odločili smo se pač, da malo za ta praznik Martinov malo popestrimo in smo se zato odločili za kuhanje juhe. V vaši hiši kuhate prleški piskar? Ja, včasih skuham, drugače pa mi kuhamo po receptu naše stare mame oziroma babice naše. Kako je torej babica to kuhala? Najprej je čistila svinjske tace, čisto po domače povedala, potem je najprvo dala v mrzlo vodo, tisto vodo malo zavrela s tacami, odlila ven, potem pa dala spet svežo vodo in po malem dala kuhati. Nato pa sledijo začimbe, maron, dimos, česen, čebula, potem korenček krompir, vino oziroma kis, potem proti koncu pa sol pa poper. To je to. Pa še mogoče kakšna skrivnost? Ne, nimamo nobene skrivnosti. Pač mi smo tako skuhali, kak nam je naša mama povedala oziroma babica, ne. Hvala lepa. Prosim. Ne, ni važno zmagati, ni važno zmagovati. Pripravili pa smo tudi presenečenje za male prleke. To je ringi špil po domače, samo žal škoda, da je tako vreme, da nismo mogli ga aktivirati, ne. Mi pa predstavljamo občinski vroči pisker. Sodelavci občine Ormož. Sodelavci občine Ormož, občinski vroči pisker, kakšne so vaše sestavine? Naše sestavine so vse osnovne, kak pri vseh skupinah, imamo pa skrivnosti v samih začimbah in pa v časovnem dodajanju. Čeprav na naši občini najrajši se ukvarjamo z pločniki, kanalizacijo, z javno razsvetljavo, asfalti, ampak tokrat imamo čisto druge recepte. Ampak tukaj bo vse čisto in lepo in po pravilih. Se držimo HACCP, se držimo. Kako dolgo predvidevate, da se bo to kuhalo? Mi mislimo in upamo, da bomo nekoliko prej končali, ampak bomo počakali do tiste prave ure, tako da imamo čisto po planu. Povedali ste, da imate neke posebne začimbe, katere so to? Pred tem, ko sem to povedal, da so to skrivnosti. To so skrivnosti v začimbah. Mi smo Verica, kaj jaz sem, kdaj sem mala bila, sem bila Verica, deva se ni zrasla, pa se Verica ostala, to pa so moje prijatelje, kak te Frence so rekli, ker to zdaj po angliško mlade čejo mete, samo jaz sem to se nekak študirala, kaj bi to lahko bilo, ker smo mi kak te fretare. Ste že kdaj kuhali skupaj prleški piskar? Mi skup? Ja, celi mesec nismo trenirali. In kako se je obneslo? Ja, vrede, na začetke, ja, potle proti konci pa ni več. Katere sestavine imate vi? Ja, to, kak morajo biti po starih receptih. Ampak vsak doda kaj posebnega. Mi smo dali notri puno dobre vole, pa vesela, tako kak se zaprle, kaj spodobe. Mi smo razvojni pisker iz Mariborske razvojne agencije. Poznate prleški pisker? Malo bo pridiha štajerskega. Torej bo spet nekaj razvojnega. Ja. Kako ste se ga lotili? Ja, v začetku smo seveda narezali čebulo, korenček, smo prepražili, malo prepražili meso, dolili vodo, vse skupaj zmešali, dali začimbe, zelenjavo, zdaj pa čakamo, da še zavre.
mislim, da se skuha meso, bomo dodali še malo krompirja, pol pa naredimo podmet, pa da zakisamo. Tisto je najbolj problematično. Katere začimbe dodate? Ja, mi imamo malo drugače, mi damo še traj, materino dušico, pol damo malo paprike, damo zeleno, česen, malo paprike rdeče, tako da to je v glavnem. Katera pa je tista posebna sestavina, ki bo dala vašemu piskru poseben štih? Ja, jaz upam, da materina dušica pa še traj. Pa še? Še traj. Pa še? Ja, malo vina štajerskega, svečinskega. Komisija z izbiro najboljše med 20 več kot okusnimi juhami ni imela enostavnega dela. Torej, danes smo se odločili, da prvo tovrstno tekmovanje in sicer so vse tekmovalne ekipe pripravljale bremz župo, torej prleško kislo juho. Katere so osnovne sestavine te bremz župe oziroma prleške kisle juhe? To pa smo prepustili vsake ekipi posebej, osnovne pa so navadna tačkovica, nogice pa meso. Kaj gre v pisker od zelenjave? Od zelenjave pa gre zelena, korenje, peteršilj, pa po potrebi še po iznajdljivosti ekipe. V bistvu tale jušna zelenjava. Jušna, tako je, ja. Katere so potrebne začimbe? Glavne timjan, sol, poper, celi poper, dišavnice, no to pa je timjan, majeron, česen. Kaj vse pa je dovoljeno v prleškem piskru? To, kar sem naštel, vse ostalo pa je kot dodatek, ker vsak kuha po svoje. Ja, že nekoč babice so delale zelo različne. Enim odgovarja kumina, enim ne, enim timija, enim ne. Enim odgovarja vino, enim ne. Tako da je lahko to kis oziroma kisla smetana. Tako da poljubno. Eni zagostijo z moko, eni z krompirjem, eni z jušno zelenjavo, tako da to je različno. Tudi iz regije v regijo, tudi iz kraja v kraj. To je zelo različno. Kakšen pa je postopek, vrstni red, da bo pravilno, da bo zelo dobro, lepo? Ja. Jaz mislim, da najbolj originalno je kuhano z dodatkom jušne zelenjave, krompirja in dišavnic. To je najbolj originalni. Vse ostalo so dodatki, ki so poljubni za vsakega posameznika. In nič ni prepovedano? Ne, nič ni prepovedano. Tudi vinček, ali je v juhi ali pa dodatek k juhi. Glede na to, kar ste videli danes tukaj ob kuhanju, lahko pričakujete kakšnega zelo posebnega, drugačnega? To se pa pustimo presenetiti, kajti doslej smo ocenjevali dva posebna kriterija in sicer urejenost kuharskega osebja, usklajeno delovanje ekipe, potem pa higieno delovne površine in dekoracijo prostora. Sedaj pa sta na vrsti zadnji dve kategoriji in sicer organoleptične lastnosti jedi, kot so barva, videz in okus, pa postrežba jedi. Tako da bomo zdaj videli, mogoče bo kakšno presenečenje ob tej predstavitvi zaključne. Končno pa je komisija odločila, da je najboljši prleški pisker skuhala ekipa Prave Pujse, gostje iz Koroške. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Društva kmečkih žena Ormož, na tretje mesto pa se je uvrstil F projekt.